Hvala za besedo. Pozdravljanje. Zdaj, mogoče je treba najprej odgovoriti, zakaj za Boga bi se v letniku socializmu pogovarjali o nekem poročilu, ki je bilo leta 80 sprejeto v UNESCO od vseh institucij. In je v bistvu nastalo v trenutku, ko se je sveč obračal v drugo stran, tako da predstavlja neko dobljeno bitko po izgubljeni vojni. Ampak se mi zdi, da je relevantno iz dveh aspektov. Po eni strani zgodovinsko osvetljuje prizadevanje gibanja neobveščenih in po drugi strani vsebinsko ima nekatere pomembne nastavke, ki so bili potem v kontraofenzivi pozabljeni. Tako da se mi zdi, da se je treba spomniti tega poročila, ker odpira nekatere ključne probleme in tudi način, na katerega zastavlja te probleme, se mi zdi še danes zelo relevanten in uporaben za socialistično politiko. Zdaj, nek indikator, da se splača o tem pogovarjati, ta, da sta ZDA in Velika Britanija v letih 85 in 84 prav zaradi tega poročila protestno izstopili iz UNESCO. In če Ronaldu Reaganu in Margaret Thatcher česa ne moremo očitati, je to ravno pomanjkanje politične presoje. In poročilo je tudi, predvsem v ZDA, bilo tarča praktično popolnega bojkota medijev in najbolj gnusne, ne buržoazne, ampak predburžoazne propagande. Mediji so si dovolili, če so že poročali, gladko lagati, navajati stvari, ki se v poročilu nikoli niso znašle, ali pa govoriti, da poročilo predlaga stvari, ki tam sploh niso predlagane. Tako da ta ostra reakcija, mislim, da nakazuje tudi na to, da imamo opraviti za nečim, kar je nevarno. Tako da začel bi z kratko predstavitev konteksta, v katerem je poročilo nastalo, na katere probleme odgovarja, potem bi nakratko povzel teda konceptualna izhodišča, probleme, ki jih poročilo naslavlja in predlogi, ki jih daje, in potem pogledal na koncu še, kaj si pa lahko s tem poročilom še danes pomagamo, zakaj bi ga bilo koristno mogoče še danes zdaj vzeti v roke, ne zgolj kot zgodovinsko kurioziteto. Zdaj, ta kontekst ima več dimenzij. Ena je ta akademska dimenzija, po kako bi rekel, nekem vulgarnem, rasističnem razvojništvu, tam v 60-ih, zgodnjih 70-ih, ko so bili mediji v teh perifernih državah razumeli kot nek način civiliziranja, da bodo te barbare naučili protestantske etike in kako se dela jih razrešili. V bistvu tak diskurs, ko danes slišimo iz Nemčije o Grčiji, pač te barbare je treba civilizirati in dati druge vrednote delovno etiko, da bodo potem bolje delali, in so pogosto mediji bili takrat izpostavljeni kot nek mehanizem, s katerim se da te ljudi prividne. Potem predvsem v 70-ih prihaja dosti bolj poglobljeni študij, ki ne vzamejo zgolj tega kvantitativnega razkoraka v penetraciji telefonov, televiziji, radijskih sprejemnikov in tako dalje, ampak poskušajo tudi politično-ekonomsko kontekstualizirati v globalni perspektivi, neenakost tokov, odnose podrejenosti in tako dalje. Potem na politični strani imamo to situacijo dekolonizacije, ko najkrat nastane 80 novih držav z približno 2 milijardama ljudi, s katerimi nihče ne ve, kaj točno bi si začeli. Tam so nekaj zahtevali, bili so nadležni, ampak na drugi strani je na Zahodu še vedno malo slabe vesti zaradi zgodovine kolonializacije in jih ni bilo mogoče kar tako odpraviti. Zaradi števila so imeli tudi v Združenih narodih nek glas in predvsem ne zaradi tega pad položaja med vzhodnim in zahodnim blokom, so lahko tam vmes imeli kar nekaj manevrskega prostora za artikulacijo svojih interesov. Za te države na drugi strani, ko so dobile to nominalno politično neodvisnost, zelo hitro ugotovile,
druge, da še vedno zelo močno ostajajo drugi odnosi ekonomske, ideološke dominacije in so začele to problematizirati. Zdaj, en tak primer je ta, kako brati Racmana Jakonika, tudi preveden v slovenščino, ki je nastal takrat v času Allendeve vladavine v Čilu in naravno naslavlja to ideološko sliko, ki jo ameriške korporacije prek svojih izdelkov širijo po svetu. Situacija na drugi strani v centru je pa takšna, da še vedno je nevarna. Delavski boji, predvsem v 70-ih Združenih državah zelo močno izbruhnejo, zmaga kapitala še niti ni očitna. V Veliki Britaniji recimo znameniti Winter of Discontent v zimi 78-79 je predstavlja pomembno zmago organiziranega delavskega razreda. Na drugi strani v ZDA, kljub Folkerjevem šoku leta 1979, delavski razred še vedno ostaja bojevit, ta odločilna Reaganova zmaga nad Petkom, torej temi kontrolorji letenja, kjer jih je odpustil, mislim, da ni dobrih 11,000, ker so zakonodaje je v bistvu prepovedovala stavko javnim uslužbencem. In potem druga znamenita zmaga Margaret Thatcher nad rodarji v zimi 84 in 85, oboje zelo pomembni zmagi in zelo veliki strateški projekti. Nadomestiti 11,000 kontrolorjev letenja v tako pomembnem sektorju, na drugi strani zagotoviti, da bo kljub večmesečni stavki preskrba za premogom tekla, sta bila ogromna projekta. Tako da mislim, da tudi zaradi tega je bila reakcija za te strani tako močna. Neoliberalni projekt, čeprav za nazaj zgleda, da je takrat že bil na dobri poti, v tistem času še ni bilo tako očitno, katera stran bo zmagala. No, zdaj v tej situaciji interesi teh perifernih držav, zdaj nekaj o tem že Marko govoril na primeru Jugoslavije, so bili v bistvu na eni strani zagotoviti to nacionalno avtonomijo in jo ukrepiti tudi na tem ekonomskem, ideološkem, kulturnem področju, ampak hkrati so še vedno bile odvisne od zunanjih pomoči. O tem je Marko govoril na primeru Jugoslavije, da so bili blazno veseli, da so lahko opustili projekt kolektivizacije v agrarnem sektorju, ko smo dobili dostop do zunanjih sredstev. Na drugi strani Sovjetska zveza ni imela te možnosti in je lahko industrializacijo financirala zgolj z nekim zelo brutalnim izžemanjem kmetov. Tako da tu interes teh perifernih držav vsekako ni bil nek oster konflikt za centrum, temveč si zagotoviti čim več bilateralne, ampak predvsem pa multilateralne pomoči, ki je bila bolj varna. Če je neko telo, kot je UNESCO zagotavljalo sredstva, je vse to bilo bolj stabilno, verjetno imelo manj pogojev, kot če šlo za neka bilateralne sporazume. Zdaj, ta splošni, če rečemo temu razvojni zaostanek, se je seveda tudi potem odslikaval na področju informacij in komunikacij. Tudi tu je bil problem vse splošnega pomanjkanja resursov, kot sem omenil, po eni strani glede recepcije, infrastrukture za recepcijo, kot so radijski sprejemniki, televizijske sprejemniki, tisk, telefoni, ampak predvsem infrastrukturi za produkcijo, ki je še bolj bistvena, če želimo zagotoviti avtonomijo. Zdaj, ta infrastruktura je bila takšna narave, da je potrebovala zelo velike kapitalske investicije, ki jih v teh državah preprosto ni bilo. Deloma so se posluževale oblik
medsebojne pomoči, predvsem v neuvrščenih, kar je bilo izmenjevanje, deljenje, združevanje resursov, recimo tiskovne države gibanja neuvrščenih so leta 1975 ustanovili nek pool tiskovnih agencij, ki je produciral neke skupne novice, ki so jih potem mediji v državah lahko uporabili. Ta NUK, mogoče zbolj kot zanimivost, Jugoslovanska tiskovna agencija je bila eden od regionalnih centrov, ki so koordinirali to delovanje na neki širši regionalni osnovi. Ampak za te oblike medsebojne pomoči so hitro trčile na omejitev, da preprosto, tudi ko so združili resurse, teh resursov niti približno ni bilo dovolj, da bi lahko konkurirali produkciji centra. Teda kljub temu so bile potrebne dodatne zunanje investicije. In to je zdaj v grobem kontekst, v katerem so se ti problemi artikulirali. Tako da te razprave o reformi, globalni reformi komunikacijske ureditve potekajo v okviru gibanja uvrščenih tam od zgodnjih 70 let. Prvič eksplicitno je izpostavljena ta problematika leta 1973 na 4. kongresu vodij vlad in držav neuvrščenih držav. Potem imajo 76. nek simpozij o komuniciranju, se kmalu zatem sestanejo še informacijski ministri in potem jim uspe, oziroma že sočasno s tem jim uspe to problematiko uvrstiti na dnevni red UNESCO. Tako da se potem leta 1977 ustanovi McBrideova komisija, ki ima mandat, da razišče te probleme in predlaga rešitve. Komisija potem leta 1980 izda končno poročilo in to poročilo kljub določenim kompromisom, ki so seveda se znašli v njem, presenetljivo čisto izraža interese neuvrščenih. In ne zgolj tudi vsebinsko gre onkraj kompromisov, predstavlja neke nastavke za ne zgolj v odnosu centra in periferije, temveč podaja tudi predloge, ki bi v centru lahko vodili kar bolj demokratični rabi medijev. Presenetljivo, ko beremo poročilo, zdaj vsekakor ni radikalno. Po eni strani je precej skromno glede predlogov, ampak vseeno, glede na to, odkot prihaja, na začetku že treba zastriči z ušesi, ko najdemo pozitivno referenco na Leninovo iskro, oktobrsko revolucijo, kar lahko rečemo, ki je treba uravnotežiti in zadovoljiti tudi vzhodni blok. Ampak potem se nadaljuje, priznava različne poti razvoja, ki bi jih bilo treba krepiti. Govori o birokratski in komercialni cenzuri. Zdaj že lahko slutimo, zakaj je prišla Zahoda tako ostra cenzura. In ostro loči pravico, na človekovo pravico do komuniciranja in pravico investitorja, da razpolaga z komunikacijskimi sredstvi. Naj reče, prva brani temeljno človekovo pravico, druga dovoljuje komercializacijo družbene potrebe. Tako da, če zdaj malo bolj nasplošno govoriš, ta konceptualna izhodišča, ta New World Information and Communication Order, ki ga poročilo zahteva, je poročilo neločljivo povezan z novo mednarodno ekonomsko ureditvijo. Prav tako neka stvar, ki se predvsem na pobudo neuvrščenih razpravlja v okviru Združenih narodov in prav tako ima za cilj v bistvu doseči večjo avtonomijo in boljše pogoje v mednarodni trgovini, drugačno mednarodno delitev dela, večjo pomoč
državam v razvoju. No in zdaj, če en kratek del citiram, ne govori tako, razkorak med severom in jugom ni vprašanje časovnega zaostanka. Razkorak se dejansko povečuje. To kaže, da je treba iti dalje od potrebe po pomoči. Odpraviti je treba nepravične in zatirajoče strukture, spremeniti trenutno delitev dela, izgraditi novo mednarodno ekonomsko ureditev. V komunikaciji se odslikavajo ti razkoraki, ki so značilni za celotno mednarodno področje in zato ta zahteva enako velike spremembe. To so osnovni razlogi za New World Information and Communication Order. Druga pomembna stvar, ki jo v poročilu komisija stori na tej konceptualni ravni, je, da se močno postavi za pravico do komuniciranja. V tem smislu ločijo abstraktno pravico, da je nekje pravna norma zapisana, imaš pravico govoriti, kar hočeš, in konkretno pravico. Zdaj, abstraktna pravica seveda lahko zapisana, ampak to še nikakor ne pomeni, da razpolagam z resursi, da lahko komuniciram. In v tem smislu predlaga to pravico do komuniciranja kot pravico do dostopa do resursov za komuniciranje, torej do sredstev množičnega komuniciranja. Naslednja pomembna stvar je, da svoboden pretok informacij dopolni za svoboden in uravnotežen pretok informacij. Za ta svoboden pretok informacij je bil predvsem po drugi svetovni vojni temeljni kamen zunanje politične doktrine ZDA na kot način zagotavljanja neke kulturne, ideološke hegemonije. To dejansko se mogoče ne zdi pomembno, ampak vseeno zadane na zelo nevralgično točko. V tem smislu poročilo podarja, da poudarek na zgolj svobodnem pretoku ščiti interese tistih, ki imajo sredstva za nadzor nad sredstvi za množično komuniciranje. Znotraj tega poskuša to komuniciranje informacije, čeprav seveda ni znanstven tekst, tako da terminološko to dvoje ni jasno opredeljeno in se tudi meša, kaj so zdaj informacije, kdaj govorijo o komuniciranju, ampak znotraj tega poskuša problematiko zajeti čim bolj celovito. Da po eni strani naslavlja teme kulturnega imperializma, izmenjave med kulturami, po drugi strani novice, izmenjavo novic in podobe sveta, ki iz tega izhajajo, predvsem tu popačene podobe sveta, ki izhajajo iz nepopolnega pretoka informacij ali pa če tisti, o kateri se govori, nimajo možnosti govoriti, in tudi informacije kot ekonomski resurs, raziskave in razvoj patenti in podobne stvari. In znotraj tega sicer se čuti ta interes urediti mednarodno situacijo, ampak problematiko naslavljajo tudi v širšem problemu, v širšem pomenu. Nekaj so torej konkretni problemi, ki so izpostavljeni. Zdaj ena stvar je, da avtorji poročila poudarjajo, da je za informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo so potrebne vedno večje investicije in da se te poplačajo, je potrebno zajeti vedno večji krog ljudi. Posledično se nadzor koncentrira v maloštevilnih rokah. Nekar zadeva tako odnos znotraj centra med tistimi, ki imajo nadzor nad sredstvi množičnega komuniciranja, kot odnos med centrom in periferijo. Ne upozabi s tem, opozarjajo, da hkrati s tem, kot narašča dostop do informacij, se vedno bolj oža dostop do produciranja in širjenja informacij. Ljudje lahko vedno bolj in vedno lažje konzumirajo novice, ampak hkrati pa vedno težje postanejo producenti novic, vsaj na nekem širšem obsegu onkraj zelo omejenega okolja.
In v tem kontekstu opozarja tudi na odtujene profesionalne elite, tako v razvitih in razvijajočih se državah. In na vedno bolj enosmeren pretok informacij od zgoraj navzdol, ki ga posredujejo te profesionalne elite. Zdaj, specifično glede tega naraščajočega razkoraka med razvitimi in nerazvitimi opozarjajo po eni strani na to zelo močno razliko v številu telefonov, televizij, radijskih sprejemnikov, ker gre za primerjalno za 10-kratne razlike v deležih med centrom in periferijo. Višji delež investicij v telekomunikacijah, delež BDP v centru, nekar še poglablja te razlike. Ne samo, da je BDP centra višji in lahko zaradi tega investirajo več v telekomunikacije, ne tudi kot delež BDP so telekomunikacije tam večje. Da dostop do tehnologije, če ga merimo v urah dela, preračunano neprimerno dražji za periferijo kot center. In to, da razvite države upravljajo 90% radijskega spektra in prostora v orbiti za satelite. Torej, nek skupen resurs je v zelo veliki meri koncentriran zgolj v enem delu sveta. In seveda te informacije, ki postajajo vedno pomembnejši ekonomski resurs in tudi v tem kontekstu opozarjajo na pomanjkanje kapacitet za izvajanje raziskav, zbiranje podatkov na periferiji in na monopol centra nad znanstvenimi, tehničnimi podatki v industriji, trgovini, financah, naravnimi resursi, patenti, izdelki, analizami trga, napoved gibanj cen in povpraševanje rezultati industrijskega raziskovanja. In zaradi vsega tega predvidevajo, da se ta razkorak med centrom in periferijo ne more zmanjšati sam po sebi z nekim laissez-faire principom, ampak so potrebne neke obsežne politične intervencije. No, tako da rešitve, ki jih potem predlagajo, torej so precej obsežne in ne bom vseh našteval, samo te, recimo, ki so glede na ta kontekst bistvene. Po eni strani demokratizacija, ki zadeva odnose med centrom in periferijo, ne prav tako kot znotraj centra in znotraj periferije, torej znotraj nacionalnih držav. Znotraj tega bi recimo bila sprememba odločevalskih postopkov pri sprejemanju zakonodaje nasploh, z večjim poudarkom na horizontalnem komuniciranju, samo upravljanje medijskih organizacij in na večjih mestih, v večjih oblikah zagovarjajo večje sodelovanje javnosti v vseh aspektih, torej od produkcije, selekcije, novic, samoregulacije. Zdaj, glede teh perifernih držav je njihova vizija predvsem razvoj endogenih kapacitet ob mednarodni pomoči. In to je poudarek na multilateralni pomoči, ne pomočnosti no strings attached. In spodbujanje perifernih držav k razvoju lastnih modelov glede na svoje konkretne potrebe. Torej, zdaj med drugim tu predlagajo razvoj nacionalnih produkcijskih kapacitet z cenejšimi tehnologijami, ki so lahko ustreznejše za kontekst. Lokalni centri z komunikacijsko opremo, kjer bi se lahko državljani in skupine izposojali opremo za svoje potrebe, infrastruktura za distribucijo v skupnostih, neki skupni prostori za spremljanje radija, televizije, knjižnice. In vse te kapacitete bi lahko financirali deloma z bolj progresivnim obdavčenjem, z argumentom, da bogati imajo že itak več koristi od medijev in bi jih lahko tudi s tem moralnim argumentom bolj obdavčili, in tudi z obdavčenjem komercialnega oglaševanja, ki naj bi imelo škodljive učinke na komuniciranje.
Potem na mednarodni strani, kot že omenjeno, predvsem poudarek na multilateralnih sredstvih, posebne cene in tarife pri rabi infrastrukture centra, ne izhajajoč iz tega argumenta, da gre za neke resurse človeštva v primerih recimo radiodifuzija, spektra frekvenc, naj bi bile tudi ti resursi bolj pravično porazdeljeni. In tudi reforma patentne zakonodaje, ampak ne takšna, kot se je potem dejansko zgodila, ne, ampak v korist perifernih držav. In kar se pa raziskovanja tiče, pa predvsem raziskave na področju alternativnih lastniških modelov, moči medijev, ekonomije, alternativnih komunikacijskih sistemov, vprašanja dostopa in participacije. Da vidimo, da dejansko gre za neke zelo skromne inkrementalne predloge, ki pa so našli diametralno nasprotju z duhom časa. In s tem se lahko razlagamo tudi tako ostro nasprotovanje. In tu zdaj nasprotovanje seveda Reagana in Thatcherjeve ne preseneča toliko, kot preseneča skoraj soglasno nasprotovanje in propagandna akcija medijskih organizacij. Zdaj, kar je razumljivo z stališča lastnikov, seveda to poročilo predlaga številne omejitve njihovi moči, ampak ne tako, kot so se predvsem v ZDA glasile kritike, ki so krožile po medijih, da želijo uvesti licence za novinarje, ki bi jih podeljevali države, cenzuro in tako dalje, ampak predvsem zahtevajo demokratizacijo moči, neke majhne korake k podružbenemu komuniciranja. In seveda razumemo, zakaj so se medijski lastniki prestrašili tega, manj razumljivo seveda, zakaj se novinarji niso v večji meri postavili na to stališče. In seveda potem, ko sta ZDA in Velika Britanija vstopili v UNESCO, je bilo razprave o teh spremembah nemudoma konec. Znotraj UNESCO se tega poročila niti ni smelo več omenjati, znotraj UNESCO poročilo več ne obstaja, razen mogoče v kakšnem prašnem predalu. Zdaj, v grobem problemi, ki so tam izpostavljeni, se tudi od takrat niso spremenili razen na slabšanje. Tam, ko je prišlo do nekega relativnega izenačenja ali pa se je prenehal povečevati razkoraka, pa celo zmanjšal po številu radijskih spremnikov in podobno, ker se je to zgodilo, se je zgodilo predvsem zaradi tega, ker je v centru bil trg zasičen, ne zato, ker bi prišlo do kakega izenačenja. In tako da sodobni trendi so potem šli v bistveno nasprotno smer. Centralizacija kapitala, horizontalna, vertikalna, diagonalna. Torej, o horizontalni govorim, ko gre za isto dejavnost, recimo koncentracija večjih časopisov pod isto hišo, pri vertikalni gre za koncentriranje lastništva v različnih fazah v verigi, recimo produkcije, potem distribucije in krepljenje produkcijskih in distribucijskih verig, še večja integracija. Tako da smo dobili situacijo, kjer se je moč uporabljati sredstva komuniciranja še bolj koncentrirala. Po drugi strani imamo to odprtje, periferije, spet v nasprotju z temi zahtevami po večji nacionalni avtonomiji, je tudi mednarodna regulacija šla v smer odpiranja privatizacije infrastrukture, odpiranje tujim investicijam in na drugi strani protekcionizem kapitala iz centra. Predvsem se vidi to v širjenju zaščite
intelektualne lastnine, ki se je širila tako časovno v ZDA, po nekem čudnem naključju, ne vsakeč, ko grozi, da bo prenehala zaščita lastnine Disneyja, se po nekem čudnem naključju podaljša zaščita intelektualne lastnine, trajanje po smrti avtorja. Po drugi strani na nova področja, kot so gensko spremenjeni organizmi in geografsko, z razširjenjem te zakonodaje na področja, kjer prej ali ni obstajala ali pa ni bila tako stroga ali pa se ni upoštevala. To je predvsem leta 1994, ko je ta General Agreement on Trades and Tariffs prerasel v World Trade Organization. Takrat se je znotraj te svetovne trgovinske organizacije izpostavilo v bistvu zelo restriktivne kriterije za zaščito intelektualne lastnine, kjer morajo vse članice spoštovati. To še dodatno periferijo na tem področju postavlja v podrejen položaj na tem velikim korporacijam iz centra, pa zagotavlja ekstra profite. Tako da v bistvu situacija precej podobna tisti v 19. stoletju. East India Company je tudi delovala na nek podoben način. Podjetje oziroma država v državi je preživela tako dolgo, dokler je imela zagotovljen monopol na domačem trgu. Tako da gre za neko zelo staro imperialistično strategijo. Bistvena sprememba pa je seveda ponovno naslabšala tudi to, da je ta kriza predvsem v množičnih medijih doletela tudi zaposlene v centru, ker se po eni strani slabšajo delovni pogoji zaposlenih z fleksibilizacijo zaposlitev, nižanje mest, prekarizacijo, outsourcingom, izgubo glasu v soodločanju in po drugi strani vedno večjim pomenom tako imenovanih informacijskih subvencij v poročanju, v obliki recimo sporočil za javnost, neki medijem omogočajo, da z relativno nizkim denarjem lahko producirajo vsebino, na drugi strani pa tistim, ki producirajo to vsebino, zagotavljajo, da so njihovi pogledi izraženi in vplivni. Tako da zdaj v tej situaciji, ki je občutena kot akutna kriza, mislim, da ima ta splošna usmeritev McBridevega poročila, kjer se podružbljanje komunikacijske infrastrukture ne vleče kot rdeča nit čez celotno poročilo. In tudi to njihovo opozorilo na probleme profesionalizacije, ustvarjanja nekega profesionalnega sloja, recimo komunikatorjev, ki imajo monopol na tem, katere informacije v družbi krožijo, ali ne, da ima to močno vrednost. Da nas spomni, da ko rešujemo to krizo, ne smemo zapasti na staro pozicijo, zahtevati ponovno spostavitev profesionalizacije, neki je zgodovinsko protisloven proces. Dejansko je bila profesionalizacija v novinarstvu bolj projekt lastnikov kot zaposlenim. Zaposlenih je bil projekt, ki naj bi zagotovil po eni strani bolj gladko funkcioniranje, manj upora in kooptacijo novičarskih delavcev, da bi se čutili kot nekaj posebnega, nekaj onkraj delavskega razreda in bili zaradi tega tudi ideološko bolj dovzetni za drugo stran. In ta projekt, če pogledamo poročanje o McBridevem poročilu, se žal zdi, da je bil precej uspešen. In zato z zavedanjem tega paradoksa je v tej krizi treba razmišljati o ničemer drugem kot o podružbljenju
komunikacijskih sredstev. Hvala, Saša. Zdaj pa, kot sem napovedal, bo sledi diskusija, tako da prosim, če imate kakšno vprašanje, da dvignete roko, bom prinesel mikrofon. Pa se poročilo že takne teh novih tehnologij interneta, ki se že v teh letih pojavljajo, ga vključil v... Digitalizacije se dotakne, zdaj ne obravnava je podrobno, ker gre za nove procese in raziskave še niso na voljo, ampak ja, opaža te začetke procesov konvergence, ko se kaj možno vsebine podajati na enoviti platformi, ampak ne gre v detaljno analizo še v tisti fazi. Omeni pa kot relevanten trend za naprej. Še kakšno vprašanje? Jaz bi mogoče follow-up temu, kaj je bilo zdaj vprašano. In sicer se ti zdi, da je lahko internet sredstvo podružbljanja? Je lahko internet že po defaultu podružbljen medij? Ne. Če razširim odgovor, tudi če gledaš stare tehnologije, od tiska, radiodifuzije, nikjer ni bilo v kamen zapisano, da so to tehnologije, ki morajo obstajati na tak način. Sej BBC ni nastal naravno, ampak zato, ker je država regulirala radiodifuzijo na tak način, da je ustvarila monopol na tem področju. In lahko bi bilo drugače, lahko bi bilo regulirano na tak način, da bi bilo lokalizirano omrežje, še šibkejši signali, kot je radio tudi v svojih začetkih bil. Tako da tudi, če pogledaš internet, opaziš enaka nesorazmerja v infrastrukturi, v produkciji in tako dalje. Tudi, če pogledaš, kaj so najbolj obiskane spletne strani, so to spletne strani velikih medijskih korporacij, da tu ni neka bistvena razkoraka. To je bilo in ostaja pač politično vprašanje. Zdaj, seveda, z nekaterimi tehnologijami je to mogoče lažje doseči, kot z drugimi je manj nekih preprek, ampak še vedno je bilo in je politično vprašanje. Še kakšno? Ok, eno zdaj bi se mogoče povedal, ampak sem prišel, zakaj pravzaprav, zakaj sploh bilo potrebno taka kampanja proti temu poročilu. Mislim, kakšna vloga bi bila namenjena začetka, zakaj bi bilo, zakaj se ga ni da dosti ignorirati, kot pač eno levičarsko kritiziranje. Mislim, kakšno funkcijo, kakšno zavezujočost je naj bi sploh nosil, kakšno funkcijo naj bi imamo, Torej, zavezujoč ne bi mogel biti na dosti področji. Zdaj, edino, kar se tiče alokacije resursov strani UNESCO, ki niso bile zanemarljive, ampak vseeno. Na to bi lahko direktno vplival, ampak mislim, da je predvsem ideološko bil nesporen. Ravno zaradi tega, mislim, da je tudi ta neoliberalna ofenziva niti na domačih tleh še ni bila prepričana. Boj o tem je še potekal in tudi mednarodno je bil interes kapitala diametralno nasproten temu. Če je tu poročilo bila ideja nekih relativno avtonomnih držav z mednarodno podporo, je bil na drugi strani interes ustvariti neko homogeno regulacijo, ki omogoča potem liberalizacijo mednarodne trgovine na tem področju. Če je poročilo zahtevalo, da free and balanced, pretok informacij, na drugi strani bil interes za to, da se ohrani zgolj free, kar pomeni popolnoma dereguliran pretok informacij, torej pretok informacij popolnoma v rokah kapitala. In če je bil tu
tudi ta interes, da se komuniciranje ne pojmuje kot zgolj blago, da je dovoljeno postaviti neke restrikcije, predvsem pa kontrole za strani javnosti, ki mora biti vključena v procese, neposredno vključena v procese odločanja, spet trči ob tisti drugi interes, da se kapital obnaša popolnoma avtonomno, brez vsakih restrikcij in se lahko širi popolnoma brez vsakih omejitev. Zdaj, reakcija Velike Britanije pa zdaj pa nekaj logična. Kako so se pa periferne države odzvale na to, kako so one, ne samo na deklarativnem nivoju, pa kako so dejansko ta priporočila iz tega poročila udejanjila v praksi. Je bilo kakšen preboj, recimo, med državami neobveščenih, kar se tega tiče, razen teh nekih polov, ki se pomenja. Potem se je zgodba že končala, takrat. Že 79. je bil se je zgodil Folkerjev šok, ki je dvignil obrestne mere, dolžniška kriza, Jugoslavija se v 80-ih ukvarjala z preživetjem, ne bolj kot s čemerkoli drugim. In tudi znotraj UNESCO, ko sta šli ZDA in Velika Britanija, sta odnesle ogromen del sredstev. ZDA mislim, da so se pridružili 2-3, Velika Britanija, pa nisem čisto pripričan, 97, da so dolgo bili odsotne, tako da tudi znotraj UNESCO je potem vsakršna omemba tega dokumenta, teh razprav bila praktično prepovedana, tako da so dosegli, kar so želeli. Zdaj pa še jaz na vprašanje imel, kako je žalim dobiš. Koliko pa kaj novinarji povezano, neposredno povezano vprašanje, koliko pa kaj novinarji, naprimer na Sloveniji, poznajo te stvari, o katerih si govoril, in povezano s tem, koliko kaj profesori na komunikoloških, novinarskih smerih, na fakultetah, naprimer na FDV-ju, poznajo te stvari in posledično, kako kaj to poznajo tisti, ki študirajo, naprimer novinarstvo. Kako se kaj o tem govori? Nekateri profesori zagotovo poznajo. Mislim, sploh ta poudarek politične ekonomije, komuniciranja, medijski sistem je daleč od tega, da bi bil centralen na FDV, žal. Pot raziskanja ima premalo pozornosti, tako da premalo. Za novinarje pa ne vem. Igor, ti veš, se pogovarjate kaj o tem? Nič izpregledano. Saša, vse prečem, ko sem malo delil od teme predavanja, da lahko malo razložiš to tezo, da je bila profesionalizacija novinarjev vedno projekt vladajočih slojev in ne samih novinarjev. Namreč, načeloma skozi zgodovino obstajata dva militantna sloja. Eden je takrat, ko imaš fordistični produkcijski proces in tisoče ljudi v istem položaju in na neki točki ugotovijo, da so v istem položaju. Druga vrsta militantnosti je pa strani kvalificiranih delavcev, zdaj od upora ljonskih tkalcev v absolutistični Franciji do kontrolorjev pod Reaganom. Zdaj, če je bil to res projekt vladajočih slojev, in novinarji vemo, da niso najbolj militanten poklic na svetu, kar se tiče svojih delavskih pravic, iz tega to izgledi, da niso bili kvalificirani tip delavcev, ampak ne vem, mislim, kako razumem genezo novinarstva kot poklica, to je bilo dosti povezano s tiskarjem, nekaj so bili nekaj kvalificiran sloj, tip delovne sile. Benedict Anderson konec uporablja izraz tiskarski kapitalizem, smatra to kot eno najbolj prelomnih točk, ko je pač razvoj moderne države in s tem modernega kapitalizma. Skratka, želim, da malo bolj razložiš na to tezo. Predvsem to je razlika med kvalificiranimi delavci in profesijo. In to je prva stvar. Point ni bil, da se jih naredi kvalificirane, to so že bili, že v štartu je zahtevalo delo, ni bilo enostavno manualno delo, ki bi lahko človeka hitro nadomestil, je zahtevalo kvalificiranega delavca. Profesionalizem je pa, dobro, se po eni strani ni zgolj ideologija, gre tudi za proces, kateri novinarji dobijo
recimo določeno moč soodločanja pri upravljanju, višji status, ne, pa mislim, da poanta ravno bila ideološka, ne, da se jih ideološko izključi iz delavskega razreda, ne, zatem, da se to predstavi, nekaj recimo danes lepo vidimo pri umetnikih, ker je ta prekarizacija, ne, pa novodobna pauperizacija, ne, prodrla prva in najbolj globoko, ne, ravno zaradi te razširjene ideologije, da ne gre za delo, ne, da gre za nekaj drugega kot delo. Ne, da, mislim, da je poanta ravno v tem, da se kvalificiranega delavca pretvori v profesionalce in se ga zaradi tega izvzame. Neko drugo so pa tudi uporabna vrednost medijev je nekaj specifičnega. Vedno, ko razpravljamo o tem problemu, ne, redko kdo bo zagovarjal idejo popolne deregulacije, ne, že na radikalno desnem delu spektra, ne, ampak v tem, ne, tudi v zahodnem svetu obstaja že skoraj konsens, da mediji so pa le preveč pomembni, ne, imajo nekaj opraviti z demokracijo in tako dalje, oziroma bolj odkrito, ne so pač zelo bistven element hegemonije razreda. In mislim, da tudi zaradi tega tam bil posebni interes, da se delavce na nek način kupi. Neko drugo pa, mislim, da je to nek splošen proces, ki je potekal po drugi svetovni vojni, ne, kar recimo Michael Burrow ugotavlja v teh svojih raziskavah v tovarnah, ne, da tudi ti delavci z tekočim trakom so dobili večjo mero avtonomije, ne, so lahko, torej jih management dovoljeval, da so jih prenašali v okolje, da so recimo sami določali norme in tako dalje. Nekaj, kar je po Burrowovem mnenju imelo ravno ta učinek, ne, da so delavci se bolj podredili kapitalizmu, ne, da so, ne, s tem, ko jim je bila dovoljena svoboda, da sami, ne, vsaj sicer zelo majhni meri, ne, odločajo o tem, kako bo izgledalo zdaj to neposredno delo, ne, na delovnem mestu, ko ni bilo zdaj tega taylorističnega inženirja, tam, ko bi vsak gib štopal, ne, vsak premik, ne, popolnoma vse reguliral, ne, ko so sami dobili to delno svobodo, da tudi sami delno strukturirajo pravila igre, da so pridobili nek interes, da se ta igra, ne, kapitalizem, tudi nadaljuje. Ok, še? Ker se je ravno izpostavilo vprašanje, zakaj prišli v te organizacije, da bi mogoče nek čist strukturni razlog izpostavil, ki se mi zdi, pa sem kar nekaj prebral, tem se mi zdi predvsej bolj pomembno. In sicer, kot veste, se v začetku 20. stoletja se pojavi ta kot ključna načina proizvodnje profizem in terorizem, ki prinese to res množično proizvodnjo. V 20-30 let se je vzpostavilo tudi moderno oglaševanje, ki ga poznamo danes. Torej, v 19. stoletju smo imeli oglaševanje, ki je bilo v svojem bistvu pravzaprav zelo naivno. Mislim, tako skoraj iskreno oglaševanje. V 20. stoletju pa pride do tega modernega oglaševanja, kjer dejansko gre za proizvodno potrošnjo. In mediji so se predvsem v začetku 20. stoletja začeli financirati skoraj izključno skozi oglaševanje. Torej, od 30-ih, 40-ih, posebej pa 50-ih let naprej imamo posebej v Ameriki, v Angliji, mediji, ki so nekateri 100% financirani z oglaševanja, drugi so pa 70-80%, na primer, časopisi. Televizije vemo, da so 100% praktično. Zdaj, zakaj to govorim? Ta strukturni razlog je posredno prisilil urednike, da so šli na neko bolj centralno linijo. Torej, niso mogli biti politično zagovarjati nekih potreb delavskega razreda, na primer, zato ker delavski razred ni nikoli trošil.
oglaševalci niso hoteli delati tega razreda za svojega pravca, ker je bil relevantni potrošnik, vsaj primerjali s srednjim razredom pa višjim razredom. Poleg tega pa so mogli biti ideološko manj biased, kot se reče, zato ker so tudi oglaševalci vedeli na to, pa tudi mogli se nagovarjati veliko večji spektr populacije. Torej, množični mediji kot institucije, ki so vzpostavili vsaj delno v 20. stoletju v takem pomenu, da zaogajajo res ogromen spektr ljudi, so bili odvisni točno od tega, torej, da so nagovarjali čim večji krog populacije, zaradi česa so mogli biti zelo centralno usmerjeni. To je tak čist strukturno razlog, ki je posredno prisilil urednike v to smer. Zdaj, kar se tiče pa interneta, pa zaradi same arhitekture interneta, in tega pravzaprav prihaja do večje koncentracije, kot pa je prej, kar je zelo zanimivo, glede na to, da se internet izpostavlja kot nek demokratizacija. Ok, dobro.